Glejte, mamice zelo trpijo. Preveč. To se vleče in paca nekje tudi po 50 let. Mi imamo eno mamico, ki bi otrok bil star 50 let. Morate vedeti, da te mame niso več mlade. Jaz nisem nekdo, ki sem reden, mogoče nedeljski obiskovalec cerkve, ampak verujem in sem vernik. In te mame so tudi vernice. Kako bo ona Reva šla na drug svet, brez da ve, kaj se je zgodilo s tem njenim otrokom? Kdo bo nosil ta greh na duši? Zakaj ona ni izvedela, kaj se je zgodilo? To so hude bolečine. Tako kot sem rekla, ona to vsak dan podoživlja. Pa se sprašuje, kje pa je. Pa je mogoče živ, pa ni živ. Nimamo kam iti sveče prižgati. Mi smo ljudje, jaz sploh ne razumem, o čem se mi pogovarjamo. Kako ta svet ne razumem. Mi smo kristjani. V naši veri je, da greš pokojnim prižgati svečo. A se mi zavedamo, da ta mama nima kam iti? Ali pa pokažejo tam na Žalah eno zaplato zemlje, ker že, ne vem, 40 let noben ni tam stopil. In reče, tle je tvoj otrok, tle je skupni grob. Čigav skupni grob. In to je spet udarec za njo. O kakšnih skupnih grobovih mi govorimo? V redu, če je skupni grob, zakaj pa pol ne pustijo, da da mama gor eno obeležje? Saj imamo mi mame, ki so ji pokazali na Žalah, da je to skupni grob, med dvema cimpresama, ena taka zaplatica zemlje in je ta mama ne vem kaj prosila, dajte mi samo, da postavim en napis, da je tle moj sin pokopan. Jaz ten žaluzga nočem, pa da ne. Zakaj ne? Če ti trdiš, da je tukaj pokopan, pa daj mami to možnost. Pri nas imajo vsi neke pravice. In vsi se izborijo za svoje pravice. Zakaj se mama ne more izboriti, da tam na ta košček da eno obeležje in da tam piše, da je pokopan otrok, ta pa ta, da zdaj ne navajam imen.